Dober dan vsem, lep pozdrav na novinarski konferenci Mladinskega sveta Ravne na Koroškem. Pozdravljam vse predstavnike medijev, neki se jih je opravičilo oziroma prosilo, da se kasneje slišimo, tako da bomo se z veseljem odzvali, pa bomo tudi danes po končani novinarski konferenci poslali en povzetek tega, kar vam bomo danes povedali v tekstovni obliki. Za danes smo pripravili 3 točke za to novinarsko konferenco. Predstavili vam bi naše aktivnosti, ki potekajo v praznovanju naše 10. obletnice in pa najavili bi tudi novo vodstvo, ki prihaja v naš mladinski svet. Mladinski svet Ravne na Koroškem je bil ustanovljen 22. avgusta leta 2011, ko smo se ustanovitelji sestali v mestni hiši na Ravnah in si zadali, bi rekel, optimistične smernice za delovanje na področju mladinskih politik v občini Ravne na Koroškem. Mnogo je bilo projektov, ki smo jih v tem obdobju pripravili in te smo tudi nekako zajeli v naš zbornik, ki smo ga pripravili ob naši 10. obletnici in katerega bomo predstavili v Koroški osrednji knjižnici dr. Franca Sušnika v četrtek 9. septembra ob 18. uri. Zbornik obsega nekaj več kot 100 strani, v njem je tudi, bi rekel, fotografski material in pa druge grafike, ki jih je Mladinski svet v tem obdobju uporabljal. Pogovor z mano kot avtorjem tega zbornika pa bo vodil zdaj že upokojeni in pa poznani televizijski voditelj Slavko Bobovnik. Tako da vljudno vabljeni na to predstavitev, ki je dejansko pregled našega dela v 10 letih in pa tudi, bi rekel, kot avtor sem si drznil tudi biti nekoliko bolj subjektiven v tem zapisu, tako da to ni zbornik v tisti klasični obliki, kot ste jih morda vajeni pri kakšnih podobnih sorodnih drugih organizacijah. Vrhunec našega praznovanja pa predstavlja slovesna prireditev ob naši 10. obletnici. To pa pripravljamo za soboto 11. septembra ob 20. v večnamenski dvorani v Kotljah, kjer bomo pripravili slavnostni koncert z slovensko pevko Nino Pušlar in na ta koncert bomo seveda povabili goste, v prvi meri tiste, s katerimi smo v zadnjih teh 10 letih največ sodelovali, potem pa seveda mladino, ki si želimo, da bi čim bolj obiskala ta dogodek. Sistem udeležbe bo takšen, da bomo torej podelili vstopnice, bi rekel, med zainteresirano javnost, kajti na žalost je, bi rekel, količina ljudi v tistem prostoru omejena zaradi vseh teh veljavnih predpisov, ki veljajo zaradi preprečitve širjenja COVID-19. Tako da nekje okoli 350 ljudi se bo lahko udeležilo tega dogodka. V naslednjem tednu pa bo Mladinski svet na različne načine izpeljal akcijo, bi rekel, delitve teh vstopnic med zainteresirano javnost, predvsem pa, bi rekel, na mlajšo populacijo. Bomo se vsi člani potrudili, da to razdelimo in da bomo na takšen način to prireditev, bi rekel, primerno našemu jubileju izpeljali. Za nas je to kar precej velik zalogaj. Veliko smo sicer v preteklosti organizirali dogodkov, nikoli pa na takšnem nivoju, praktično takega koncerta, tako da je tudi to nekaj novega, da smo se tudi kaj ob tem naučili, tako kot sicer ob našem delovanju. In verjamem, da bo to en lep večer. In na tistem dogodku, zdaj pa prihajam na 3. točko, bomo tudi najavili torej novo vodstvo naše organizacije. Sam se po 10 letih vodenja te organizacije poslavljam. Mislim, da je skrajni čas, da mlajši kolegi, kolegice prevzamejo vodenje te organizacije. V bistvu smo se zadnji 2 leti trudili z postopnim in aktivnim pomlajevanjem
praktično celoten upravni odbor organizacije je že pomlajen. Sam sem ostal od tiste stare garde, tistih, ki smo ustanovili ta mladinski svet z namenom, da na primeren, dostojen način naredimo to prelomnico, da v bistvu zaključimo projekte, ki so bili odprti. Tukaj imam najbolj v mislih to mladinsko inicijativo za 3. razvojno os. Bil je to zelo obsežen projekt, ki je pogosto zasenčil tudi ime, bi rekel, Mladinskega sveta Ravne, pa je bil to samo eden izmed projektov te organizacije. In vesel sem, da smo nekako prišli do te simbolične točke zasaditve prve lopate, kar smo si v svojem delovanju tudi zadali kot nek cilj zaključka tega projekta, kar se je tudi nedavno zgodilo. Tako da, če lahko uporabim to frazo, da prehaja mladinski svet brez bremen v roke mlajši generaciji, ocenjujem, da je ta organizacija v javnosti pustila kar dober pečat, da ima kaj za pokazati skozi svojo preteklost. Ponosni smo na to upravljeno delo, katerega smo izključno na prostovoljni ravni upravljali. In mnoge izkušnje smo pridobili, tako lahko rečem zase in pa tudi za svoje kolege in kolegice s tem delovanjem v mladinskem svetu. In pa verjamem, da ne samo na Ravnah in pa na Koroškem, ampak tudi v Sloveniji dejansko pustili, bi rekel, nek pečat enega resnega partnerja, da se tudi mladi znamo organizirati, postaviti za svoje interese in jih tudi zagovarjati pred odločevalci in širšo javnostjo. Vesel sem, da smo se v tem obdobju uspeli tudi dogovoriti, kdo bo tista oseba, ki me bo nasledila na mestu predsednika, tako da bi vam danes z veseljem predstavil kolegico Taro Ledinek, ki prevzema z koncem septembra vodenje mladinskega sveta. To formalnost bomo upravili še po našem slavnostnem koncertu in tudi primopredajo. In Tara je sicer že, rekel, stara znanka tudi naše organizacije, 7 let je že članica, tako da pozna ustroj delovanja naše organizacije. Delala je na raznih projektih, je pa sicer zelo pridna študentka medicine, trenutno pa v vlogi podpredsednice naše organizacije, tako da postopoma prevzema to funkcijo. In bom rekel, da sem zelo zadovoljen, da je pristala na to in seveda iz tega mesta, kar bom seveda tudi še na tem slovesnem dogodku posebej poudaril, želim, bi rekel, uspešno vodenje v bodoče in se zahvaljujem, da je prevzela to prostovoljno breme, če tako rečem, te organizacije in tudi verjamem, da bo delo upravljala odlično. Na tem mestu bi predal besedo in bi prosil, da se tudi sama predstavi. Hvala. Hvala za besedo. Lepo pozdravljeni še v mojem imenu. Pa če dovolite, da se najprej predstavim, nekaj je sicer povedal že Aljaž. Sem Tara Ledinek, sicer sem Ravnčanka, doma sem s Čečovja in kot je bilo povedano, sem že dolgoletna članica Mladinskega sveta Ravne na Koroškem, od svojega 3. letnika gimnazije, kar pomeni zadnjih 7 let. V teh letih sem bila aktivna med letoma 2018 in 2020 kot članica upravnega odbora. Z lanskim letom sem prevzela funkcijo podpredsednice Mladinskega sveta in pa z letošnjim letom torej prevzemam funkcijo predsednice Mladinskega sveta Ravne. Sem pa bila v teh letih dejavna tudi kot članica komisije za mladinska vprašanja pri občini Ravne na Koroškem. Sicer, kot rečeno, sem največ sodelovala predvsem pri projektih, ki se tičejo zdravja mladih v naši občini, ravno zaradi tega, ker sem sicer aktivna študentka medicine na Medicinski fakulteti Univerze v Mariboru in bom z oktobrom postala študentka zadnjega 6. letnika na Medicinski fakulteti. Tudi tam in v Mariboru sem bila aktivna v mladinski politiki oziroma pri nekih mladinskih tematikah. Bila sem 3 leta članica študentskega sveta Medicinske fakultete in pa 2 leti predsednica našega letnika. Hkrati sem bila pa dejavna predvsem pri tutorstvu, to je organizacija ali pa nek skupek dejavnosti naše fakultete, kjer sem bila že v 2. letniku leta 2018 uvajalna tutorka, ki sprejme študente in pomaga pri uvedbi na fakulteto.
in pa 2 leti sem upravljala vodstveno funkcijo koordinatorice tutorjev na naši fakulteti, s čemer sem pridobila tudi vodstvene sposobnosti, ki verjamem, da mi bojo tudi zdaj prišle prav kot predsednici Mladinskega sveta. Bila sem vsa leta tudi aktivna članica Društva študentov medicine v Mariboru, kjer do neke mere podobno kot mi pripravljamo tudi projekte v smislu predvsem varovanja zdravja mladih in tudi splošne populacije. Zdaj pa torej prevzemam funkcijo predsednice Mladinskega sveta Ravne, kar lahko rečem mi je v izredno čast in v ponos, predvsem zato, ker je v teh letih Mladinski svet si ustvaril neko ime, postal prepoznaven, ne samo v naši občini, ampak tudi izven mej naše občine. In na tem mestu bi se rada zahvalila dosedanjemu predsedniku, dolgoletnemu predsedniku Aljažu Vrhovniku, ki je v bistvu svojim trdim delom in z odrekanjem in z delovanjem dosegel to, kar Mladinski svet danes je in mi podal Mladinski svet v taki formi in s takim imenom, kot ga zdaj ima. Teda bom sama vzela to kot neki izziv in tudi kot obvezo, da Mladinski svet tudi v prihodnje ohranja to, čemur v bistvu sledi že od začetka, torej da pripravlja kvalitetno dejavnost za mlade, da pripravlja številne raznolike projekte in da sledi temu, da je občina Ravne v bistvu mladim prijazna občina, ki jim ponuja številne odprte možnosti za sodelovanje. Zdaj zavzemala si bom predvsem za to, da se mladi aktivno izobražujemo na področju uvajanja v to delo, da delo lahko tudi kvalitetno prevzamemo in pa v to, da se naša organizacija nekoliko tudi pomladi, kar je že nekaj let tudi naš izziv, da bi predvsem mlajše generacije pritegnili k sodelovanju, jih navdušili za naše delovanje in z ustrezno promocijo, z pristopom preko njim znanim medijev, bomo tudi poskušali najti nove člane, da bo Mladinski svet tudi naslednjih 10 let in upamo še dlje deloval v taki luči, kot ga poznamo. Zdaj, če dovolite, da sam predstavim še letošnje projekte, ki so nam ostali, poleg praznovanja 10. obletnice, ki je bila že predstavljena, bomo organizirali še 2 večja projekta do konca letošnjega leta. To je nov projekt, ki ga uvaja Mladinski svet Ravne, imenuje se Flajšter za dušo in ga bo delno sofinanciral tudi Mladinski svet Slovenije. Bo pa spregovoril o tematiki duševnega zdravja mladih, predvsem zaradi tega, ker smo prepoznali potrebo po spregovoritvi o tej temi, zaradi njene stigmatizacije in tudi zaradi poslabšanja zdravstvenih razmer na področju duševnega zdravja, poleg vsega drugega v času epidemije COVID-19. Tako da planiramo v sklopu tega projekta do konca leta še eno izobraževalno predavanje, ki ga bo izvedel Center za raziskovanje samomorov iz Kopra o področju samomorilnosti, spregovoritvi o samomorih in pa bolj praktične delavnice na temo meditacije, tudi eno okroglo mizo na temo duševnih bolezni in pa delavnico sproščanja stresa ob vsakodnevnem teku življenja. Poleg tega je v planu še izvedba sicer že poznanega, uveljavljenega projekta Mladinskega sveta, to je tek po cikcaku v decembru. Lani je imel zaradi znane situacije dobrodelno noto, letos pa upamo, da ga lahko izvedemo v sicer prej znani obliki, je pa seveda vse odvisno tudi od epidemioloških razmer, ki pač bojo sledile. To je to, kar se tiče letošnjega leta. V prihodnjem letu si upam reči, da bomo nadaljevali z zdaj že znanimi uspešnimi projekti. Nekoliko se bo sprostilo prostora za nove ideje, za nove izzive, predvsem zaradi tega, kar je bilo omenjeno, da se poslavlja naš velik projekt Mladinska iniciativa za 3. razvojno os. Bomo pa še naprej poskušali delovati na vseh področjih, na različnih temah, torej tako športnega udejstvovanja mladih, kot zdravja mladih v občini, varovanja okolja, kar je v zadnjih letih tudi postalo ena izmed naših tematik. Nekoliko bolj se bomo poskušali spet posvetiti tudi kulturnemu udejstvovanju mladih in pa torej novim predlogom, ki bojo sledila strani našega upravnega odbora. Tako da jaz verjamem, da bo Mladinski svet še naprej ponujal to, kar smo od njega vajeni, športne dogodke, ki jih poznamo, kvalitetne aktivnosti in da bo še naprej sledil aktualni problematiki mladih v občini in ponujal v bistvu rešitve in predloge za to, da bo mladim v naši občini in tudi širše dobro in da bo imeli željo tu sodelovati, tu ne nazadnje tudi ostati pri nas in najti nekaj za sebe. Tako da to je zaenkrat z moje strani vse in hvala za pozornost. Hvala lepa bodoči predsednici. Kot vidite,
je polna energije, ideje so tudi, kar me seveda zelo veseli. In še enkrat iz tega mesta res želim uspešno vodenje v bodoče. Sam se seveda, bi rekel, umikam, če pa bojo kolegi potrebovali kakšno pomoč, pa bom seveda z veseljem priskočil. V celoti pa jim prepuščam, torej, tako kot smo mi zdaj avtonomno vodili to organizacijo, bodo tako tudi oni v bodoče. To bi bilo zdaj, bi rekel, v strnjenem iz najine strani zaenkrat vse, pa bi vprašal, če imate še morda kakšno vprašanje. Ja, za novo predsednico, mogoče teh načrtih glede angažiranja mladih, me zanima, predvidevam, da je to velik izziv zdaj v teh časih. Kaj so ti mladi, ki zdaj prihajajo, na katere tudi vi računate, katere so njihove prioritete, kako jih vidite, da bi se vključevali v organizacijo? Ja, jaz sem razmišljala predvsem v smislu, da je problem naše družbe, po drugi strani pa tudi izziv to, da gre vse bolj v modernizacijo in v delovanje tudi prek omrežij, prek spleta, kjer pač želimo ali ne, moramo biti dostopni in to pomeni, da je cilj naš, da jih pač naslovimo preko tega, kar je njim znano. In ena izmed mojih idej je tudi to, da bi preko nekih projektov, ki bi vključevali mogoče nekoliko njim znana področja, torej neko spletno delovanje, mogoče tudi nekaj v zvezi s tem, tehnologijo, da bi preko tega mogoče do njih pristopali. No, sicer Mladinski svet je že zdaj aktiven tudi na vseh spletnih omrežjih, ampak mogoče malo več tega, pa tudi s tem, da jim predvsem predstavimo to, da imajo možnost sodelovati pri nas in pri nas kakršnekoli ideje so njim znane, željne, kar si oni želijo pač ustvarjati in jih s tem pritegniti. No, je pa glavni cilj na začetku zdaj predvsem srednje šole oziroma ta mlajša generacija, ker mi smo vseeno mladi, pa že nekoliko starejši, da jih vprašamo, da jih naslovimo, da gremo na srednje šole in da ugotovimo, kaj njih v bistvu zanima in kaj je njim blizu, poleg zabave in poleg študija, no? Na tak način. Še kako vprašanje mogoče? Vkolikor ne, mogoče še potem za kako izjavo, če boste želeli. Bi se v tem sklopu zahvalil za vašo pozornost in še enkrat torej povabil na predstavitev našega zbornika v Koroško osrednjo knjižnico dr. Franca Sušnika 9. septembra ob 18. In pa mediji seveda ste dobrodošli tudi na našem slavnostnem koncertu ob 10. obletnici, ki ga prirejamo skupaj z Nino Pušlar, torej v soboto 11. septembra ob 20. v večnamenski dvorani v Kotljah. Toliko za enkrat in hvala lepa. Hvala. Veliko je bilo ustvarjenih projektov, ki jih predstavljamo v našem zborniku. Tam bo dejansko pregled celotnega stanja. Je pa seveda zelo zaznamovalo naše delo ta projekt Mladinske iniciative za 3. razvojno os, ki pa se tudi z letošnjim letom ob naši 10. obletnici izteka in je hkrati ena prelomna točka tudi za bodoče, ki prevzemajo torej to organizacijo, da bodo imeli nekoliko več prostora tudi za druge vsebine v Mladinskem svetu. Ja, pa sam ta zbornik, o katerem pravite več kot 100 strani obsega, kaj je pričakovati notri, bodo tudi te glavni mejniki Mladinskega sveta? Zbornik je razdeljen na več sklopov, nekako po moji subjektivni oceni je Mladinski svet imel več obdobij, torej to začetno obdobje, ko smo se še iskali, ko smo se morali predstaviti javnosti, ko je bilo potrebno dejansko mladino postaviti tudi v akte občine, zagotoviti stabilno financiranje organizacije. Potem pa je organizacija postala prepoznavna po nekih bolj odmevnih projektih. To je bila takrat obnova te trim steze z mladinsko potjo Ravne in tudi pripravljanjem dokumentarnega filma o mladini. To sta bila dva večja projekta, ki sta naše ime, bi rekel, nekako ponesla v javnost. Potem pa sledi to obdobje Mladinske iniciative za 3. razvojno os, ki je dejansko našo organizacijo posegel tudi v slovenska merila in pa tudi čezmejna. In pa zdaj zadnje obdobje, torej, ko smo delali aktivno na pomlajevanju. Vse to smo poskušali podkrepiti z uradnimi, bi rekel, našimi dokumenti, ki jih imamo v arhivu in pa tudi z fotografskim materialom in grafikami, ki so se nabrali v tem obdobju.
Zdaj, slišali smo, bo izziv nove mlade dobiti, privabiti zraven k delu. Kaj pa je bilo takrat, da ste se vi ste postali pomemben sogovornik na nacionalni ravni, mladina na ravnah? Verjetno nepredstavljivo, ko ste vse skupaj začeli. Kaj je bilo tisto, kar vas je gnalo? V tistem obdobju, mojih dijaških let, so bile morda razmere še nekoliko drugačne kot danes. Dejansko je bilo več aktivnih posameznikov, ki so se zanimali za mladinsko politiko, in tako smo dejansko oblikovali idejo, da bi tudi na ravnah ustanovili mladinski svet lokalne skupnosti. Te so poznali že po drugih občinah in to smo potem ustanovili in seveda postavilo se vprašanje, kakšne bodo naše vsebine. Te so se zelo spontano oblikovale. Dejansko je v zborniku tudi predstavljeno, kako je prišlo do idej za marsikateri projekt, ki se je v kasnejšem obdobju realiziral, kajti na začetku smo imeli oblikovane posebne tematske komisije, ki pa so kasneje posamezniki iz teh komisij delali na raznih projektih, ki sem jih že omenil. In tako je dejansko spontano tudi nastajal ta naš program. Moram pa poudariti, da je mladinski svet dejansko zaslužen tudi za sprejem prve strategije za mlade na ravnah na Koroškem. Dejansko smo bili mi avtorji tega dokumenta, ki ga je leta 2014 sprejel občinski svet občine Ravne kot prvo strategijo na področju mladine. Zdaj pa imamo že drugo, kajti tista se je že časovno iztekla. Zdaj pa še vas, mladinski svet Ravne na Koroškem sprejemate v dobri kondiciji. Zdaj, kakšni so vaši načrti? Moji načrti v prvem smislu so, da to ostane, torej da mladinski svet ima neko dobro ime, da ima dobre aktivnosti, da to nadaljujemo. Zdaj, v kakšni obliki, v kakšnih idejah, to je vse še popolnoma odprto, oziroma neke osnove so. To, kar smo rekli že prej, torej še vedno bomo delovali na različnih področjih, na področju športa, mladih, torej naši večji dogodki so znani, kot je mladinski tek po cikcaku decembra, pa skok na strojno. Tako da obetamo si, da bodo ti večji dogodki ostali tudi v prihodnje. Hkrati bomo delovali na področju zdravja za mlade, to je sigurno pač moje področje, s katerim se rada ukvarjam tudi sicer, in tudi v naši občini vidim neke možnosti napredka, rešitev dodatnih, in pa ostala področja, ki jih predlagajo pol še drugi člani našega mladinskega sveta, torej varovanje okolja, kar je tudi pomembna problematika mladih, pa izobraževanje članstva, predvsem s prevzemom prihajajo tudi neki novi izzivi, kar pomeni, da rabimo tudi neko dodatno izobraževanje, tudi zato si bomo zavzemali, in pa za neko pomladitev članstva, to je pa sigurno tudi želja, predvsem s pomočjo ostalih članov, ki so tudi nekoliko mlajši še od mene, in pa z dobro promocijo, kar pa tudi je bilo že omenjeno. Želja je pridobiti nove mlade. Zdaj, kako boste jih pridobivali, kako boste jim predstavili vaše dejavnosti? Med prvimi aktivnostmi bomo s podpredsednikom obiskala srednje šole, predvsem gimnazijo Ravne na Koroškem, kar pomeni, da bomo s tem, da do njih pristopimo, poskušala tudi najti mlade, ki so željni sodelovanja, ki so željni neke aktivnosti in sprememb po naši občini. Naslovili jih bomo predvsem preko spletnih omrežij, preko njim v bistvu z aktivnostmi, ki so njim blizu. To je to, in s tem, da jim pokažemo, da lahko v našem mladinskem svetu v bistvu delajo do neke mere tudi, kar si želijo, torej da lahko pristopijo z idejami, z neko svežino na tak način. Zakaj je pomemben ta angažma mladih v tem nenavadnem svetu? Sigurno iz številnih področji, predvsem iz vidika, da si želimo, da mladi ostanejo aktivni, da dajo neke ideje za pobudo za prihodnost, zaradi tega, ker če ne se bo to, kar vidimo tudi zdaj, veliko število aktivnosti preneslo na splet ali pa preneslo roke starejših, ki sigurno delajo tudi v dobro mladih, ne pa primarno v dobro mladih, in zato je pomembno, da imamo za sabo generacije, ki jim je to pa tisto primarno, kar si želijo, torej neko okolje, ki je mladim prijazno in ki jim daje možnosti za zaposlitve, za delo na našem, za cesto, ki prihaja, in tudi za stanovanje in tako naprej, da lahko predvsem v naši občini in našem okraju ostanejo. To je tudi eden izmed ciljev mladinskega sveta. Mogoče bi jaz še sam predsednici bodoči malo pomagal pri, kar se tiče pomlajevanja, ker se mi zdi, da je to res najtežje vprašanje v zadnjem obdobju. Vsi kadri, ki so prišli v mladinski svet, so bili individualno nagovorjeni. Isto Tara, dobro, jaz sem spadal med ustanovitelje, ampak dejansko smo jih nekako prepoznali, da so imeli potencial in smo jih nagovorili.
In vsakdo, ki je prišel, je s sabo prinesel nek svoj pogled in neke svoje ideje za vsebine. Torej, nikoli nismo rekli ne in na tak način je v naš program prišlo zdravje mladih, je prišel šport, je prišla kultura in na takšen način poskušamo torej mlade stimulirati, če imajo ideje ali pa čutijo neke potrebe, da torej z svojimi potrebami pridejo v organizacijo in mi z našim sistemom delovanja poskušamo